To je zadnji zapis. Bradačeve zadnje besede, preden je izginil. Tudi tisti legendarni poniji so bili resnični in za vsemi se je izgubila vsaka sled? S čarovnijo so odprli portal med svetovama Ovice. Najti moramo predmete, ki so nekako povezani s stebri. Vrnili smo vas! Ampak ne moreš povrniti samo stebrov. Moj mali poni, moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije lažje bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Tvoj bedni poskus, da bi me ujel, je spodletel, bradač. Vrniti nas morate v Vice. Samo tako ga bomo ustavili. Saj sem šele ugotovila, kako vas vrniti sem. Že delam, nobenega kazala ni. Dovolite, da pomagam. Tako, brez pomoči Ponhendža je vaš izganjavski urok neuporaben. Proučevala si moje zapise. Gotovo imaš še kakšen načrt. Ne, samo rešiti sem vas hotela. Nisem pomislila... Brez skrbi, ko ugasnem svetlobo in upanje tega bednega sveta, se ne boš ničesar več spomnila. Ta je skoraj tako močna kot ti, bradač. A čeprav sem trenutno oslabel, ne more ustaviti mogočne sence. Srečo ima, da ni sama. Zapomni si, sovrak. Ne bomo počivali, dokler ne najdemo načina, kako te vrniti v Vice. Nikoli! Tvojih dni slave je konec, bradač. Zdaj bo vladala moja temna moč in vseh 6 se bo klanjalo meni. Kam je šel? To je uganka, ki jo moramo razvozlati in to hitro. Koliko časa nas ni bilo? Več kot 1000 let. Torej je moj urok uspel, preden se je nekdo vtaknil vanj. In kraljestvo je tisočletje živelo v miru. Res, da smo morali vse rešiti pred Nightmare Mundi s Kordom Kristali, s kraljem Sombro, Lordom Tirekom in enkrat je Starlet potovala skozi čas in skoraj uničila življenje, kot ga poznamo. Ampak to je preteklost. Če ste res tako sposobne, bomo skupaj senčnega ponija ustavili 2-krat hitreje. Bomo videli. Čisto preprosto je reči, da ste rešili svet. Nekaj drugega je to storiti. Saj smo rešili svet, bradica. In to lahko ponovimo. Če tudi je tako, ostaja težava z lociranjem senčnega ponija in ta dežela je širna. Zdi se mi, da potrebuješ zemljevid. Na srečo imamo pravšno stvar. Nekaj glede te čarovnije mi je znano. Si vedela, da to zmore? Saj je bradač, on zmore vse. Ta zemljevid in prav res skupaj s tem gradom sta zrasla iz semena, ki smo ga posadili pred 1000 leti. Torej je delovalo. Kaj je delovalo? Vsak izmed nas je prežel kristalno seme s svojo čarovnijo v upanju, da bo zrasla v dobro moč. Hoteli smo pustiti nekaj, kar bo varovalo kraljestvo, ko nas ne bo. Nismo pa niti sanjali, da bo naš dar postal tako močen. Hočete reči, da so elementi prišli od vas? Saj veš, bleščeči kristalčki rastev na drevesu harmonije predstavlja vsako izmed nas? Smeh, iskrenost, velikodušnost, zvestoba, prijaznost in čarobnost. To so odsevi naših elementov upanja, moči, lepote, poguma, zdravilstva in čarovnije. Še sanjalo se nam ni, da bo naše malo seme vzcvetelo v živeči duh dežele.
Veseli me, da so naša mesta zasedli tako sposobni poniji. Še pomembneje, ne potrebujemo več Ponhenga, da bi sovraga poslali v vice. Uporabimo lahko shranjeno čarovnijo v tem drevesu harmonije. Ampak ne vzame izganjalski urok veliko moči, zato bi morali žrtvovati elemente. Izginili bodo zavedno? Bradač, mislim, da drevo ne bo preživelo brez elementov. Če umre, bo konjetaja trpela. Če senčni poni doseže svoje, vaše dežele ne bo več. Torej, imaš morda boljšo idejo? Naš sovrag bo iskal temna mesta, iz katerih bo črpal moč. Pripravil bom urok, da bomo udarili takoj, ko ga najdete. Kaj pa še čakamo? Tvoj zanos mi je všeč. Kaj pa tale? Bonton morskih ponijev nam ne bo v pomoč, Spike. Twilight, je vse v redu? Pravkar sem osvobodila največjo zlobo in pogubila konjetajo, ker sem hotela spoznati svojega vzornika. Zakaj ne bi bila v redu? Saj nisi vedela, da se bo to zgodilo. Ampak morala bi te poslušati in pustiti vse pri miru. Zdaj bodo elementi harmonije izgubljeni zaradi moje napake. Mogoče obstaja še en način. Če obstaja, ga bo Twilight našla. Vrata portala, ključi portala, uroki portala. Ja, če lahko stebri držijo odprta vrata vic, lahko močni poni sam izvede izganjalski urok. Veste, kaj to pomeni? Da mi ni treba več nositi. Ni treba zapustiti konjetaje. Čeprav bomo izgubili elemente, bomo imeli ponije, ki so jih ustvarili in senčni poni bo zavedno izgnan. To je super. Ampak v mislih sem imela drug način, ki morda sploh ne vključuje izgona. Bradač je vedel, kaj dela, ko je izrekel urok. Če ga lahko še izboljšam, bo morda videl, da jemljem čarovnijo tako resno kot on. Očitno so se temni kraji, ki jih je bradač pokazal na zemljevidu, spremenili. Stavim, da bi bile senčnemu poniju všeč srhljive jame. Preden jih je tisočletje erozije spremenilo v srhljivo sotesko. Jablovinska pustinja je zvenela temno in zapuščeno. Kdo bi si mislil, da bo postalo tako priljubljen kraj za ples polke? In razumem, da je bil ta del konjetaje zavit v večno temo, ker je senčni poni lahko črpal moč in postošil naokoli, medtem ko so ga drugi le nemočno gledali. Zdaj je pa res priljubljen. Sem omenila, da je tu zelo svetlo. Očitno je zdaj v kraljestvu veliko manj temnih kotičkov. Kaj ni to dobro? Res je. Senčni poni si bo le s težavo povrnil moči. Ko se prikaže, bomo pripravljeni. Res ni načina, da ga izženemo, ne da bi izgubili vse vas? Ko bi le bil. A da bi rešili svoj dom, smo ga voljni zapustiti. Mislim, da vam ga ni treba. Moj urok še ni končan, ampak mislim, da lahko senčnega ponija pošljemo v vice, ne da bi z njim odšli še vi. Čeprav cenim tvoj silen zanos, Twilight, to res ni čas za tveganje z napol premišljenimi uroki. Z vsem spoštovanjem, gospod Bradati, ampak Twilight ničesar ne počne na pol. Posebej ne čarovnije. Resno, krila je dobila, ker je dokončala enega tvojih urokov. Mislim, da bo bolje, če najprej prebereš njeno delo, preden narediš križ čezenj. Čeprav je pristop neobičajen, mislim, da lahko uspe. Morda pa bi res šlo. A še vedno se nam ne sanja, kje najti zlobneža? Morda bi šli preveriti sem. Votle sence. Mislim, da tam živi veja družine Apple. Mora biti pa res daljna. Votle sence so že celo večnost zapuščene. Kako čudno. Edino kratko nas je zemljevid vse pozval na isti kraj, je bila to Starlightina vas. Torej je to sledilec super zlobnežev. Brez zamere. Misliš, da nam skuša zemljevid povedati, kje je senčni poni? Drevo harmonije, ki aktivno varuje svetlobo kraljestva. Ja, pametno, Twilight. Zapisal bom opombe za ta urok. Pripravite se na bitko. Vem, da ni
nisem izkušena kot vsi vi, ampak ali je zgon res edina možnost? Mislim, veliko časa je preteklo. Morda se je senčni poni pripravljen pogovoriti? Dvomim, da bi lahko rešili domovino s pogovorom. Lahko pa poskusimo. Starlight, gotovo so bradači in drugi že poskusili. Senčni poni se nikakor ni hotel pobotati. Enkrat zlobneš, vedno zlobneš. Twilight, Sunburst, bi me pospremili? Rad bi izboljšal ta urok pred uporabo. Gremo, pripraviti se moramo na boj, ki nas čaka. Vem, da je Starsfjord krasen čarovnik, ampak ta načrt se zdi napačen. Zemljevid nas pošilja le na reševanje problemov prijateljstva. Morda res, ampak senčni poni se mi ne zdi ravno prijateljski tip. Iskreno, saj ničesar ne vemo o njem. Nihče ne ve. To ni povsem res. Vsi ste poznali senčnega ponija, preden je postal to, kar je zdaj. Prijatelji ste bili. Kaj se je zgodilo? Zgodba o našem razdoru je žalostna. Stygian je bil tak poni, kot smo mi, čeprav je bil bolj učenjak kot junak. Spoznal je, da naš vzhajajoči svet potrebuje heroje, ki ga bodo branili. Morda nas je res zbral skupaj, toda on sam je bil le navaden samorok, ki nam je kmalu začel zavidati sposobnosti. Vsakemu je ukradel en predmet, artefakte, ki bi jih uporabili za urok. In zato smo ga izgnali. Vedno smo mislili, da se bo vrnil in prosil za odpuščanje, a ko smo ga spet videli, je bil odločen, da se maščuje. Pogasil je celo moje upanje, da ga rešimo. Ampak zakaj vam je ukradel artefakte? Nedvomno zaradi uroka in da bi nam odvzel moči samo zase. Očitno imate veliko dela. To moramo storiti in najbolje bo, da nas nihče ne moti. Žal mi je, Starlight, a nimamo časa za pogovor. Preveč je na kocki, ker moramo... Stygiana izgnati v vice, razumem. Koga? Stygian je ime, ki se mu je sončni poni odrekel, ko je odšel v temo. In rada bi ugotovila, zakaj. Zavist. Hotel je več moči, kot jo je imel, in ta želja ga je gnala po poti, s katere ni povratka. Iz izkušenj vem, da to ne drži vedno. Ko vas je zemljevid pozval v mojo vas, je šlo za problem prijateljstva. Si prepričana, da je zdaj drugače? Stygian hoče uničiti vse, kar je dobrega na tem svetu. S takim ponijem se ne moreš spoprijateljiti. Očitno imam srečo, da tvojega vzornika ni bilo, ko si se odločila za prijateljstvo z mano. Morda bi tudi mene izgnal v vice. Veseli me, da imamo možnost videti, kaj je zraslo iz naših davnih prizadevanj. Škoda bi ga bilo poškodovati. To je nujna žrtev. Z močjo elementov bomo senčnega ponija zvezali v vice in zahvaljujoč Twilight bomo ostali tu in sami varovali kraljestvo. Kako jih uporabimo? V bistvu ne vem. Pri nas preprosto delujejo. Čarovnijo moramo uporabiti v parih. Ni problema. Navajeni smo na izganjanje zla pred zajtrkom. In čast nam bo rešiti konjetajo z vami. Res upam, da Twilight ve, kaj počne. Ne spomnim se, da bi bral karkoli, kar bi votle sence opisovalo kot takšne. Senčni poni jih je očitno iznakazil v svoje namene. Pripravite se. Tukaj je.
Stygian, pokaži se in se sooči z nami. Zagotovo bi si zapomnil, če bi bral o tem. Dobrodošli v senčnem vrelcu. Ko ste mi obrnili hrbet, sem odkril ta kraj. Tema mi je govorila o moči, ki si je ne morem niti predstavljati. In prisluhnil sem. S senco sva postala eno. Kmalu bo vse kraljestvo tako. Potem bodo vsi poniji občutili opob, kot sem ga jaz, ko ste me izgnali. Naredili smo, kar smo morali. Hotel si nam ukrasti moči zase. Ne, vi ste bili sebični. In zdaj boste plačali. Še vedno misliš, da to ni problem prijateljstva? Pripravljeni? Odprite portal. Zdaj. Ne boste me spet ujeli. Twilight, porini ga noter. Saj je v njem pravi poni. Si ti, Stygian? Nekoč sem bil, dokler me niso prijatelji izdali. Ampak bradač pravi, da si ti izdal njih, hotel si njihovo čarovnijo. Ne, hotel sem spoštovanje. Jaz sem jih sklical. Načrtoval sem strategije in prebral vse o zverih pred boji, nisem pa imel čarovnije ali moči. Zato me nihče sploh ni opazil. Šel sem v Ponhenč, da bi naredil kopije artefaktov. Mislil sem, da bom z njimi še jaz postal steber in jim bom v bojih stal ob strani. Nisem jim hotel krasti moči. A namesto, da bi delili in mi pustili pomagati, so me vrgli ven. Zato sem postal močnejši od vseh njih. Tema me je sprejela, ko me ni nihče drug, in naredil bom, kar je treba, da jo zaščitim. Vse skupaj je velik nesporazum. Če bi stebri vedeli vse to, sem prepričana, da ti ne bi obrnili hrbtov. Senca ni tvoj resnični jaz. Naj ti pomagam spet postati Stygian. Tudi če bi bilo prijateljem še mar, zakaj misliš, da imaš moč, da mi pomagaš? Ker je to njeno delo. Nisem bila dosti drugačna od tebe in Twilight mi je pomagala. Če lahko kdo v Konjetaji reši prijateljstvo, je to ona. Rad bi ti verjel. Ampak teme ne moremo ustaviti. Bori se s temo, Stygian. Ne potrebuješ je več. Sploh nočeš maščevanja, temveč prijateljstvo. Senca ga ne izpusti. Rad bi nehal to, da ne bo zmogel sam. Potem mu moramo pomagati. Tako dobro je bilo to spet početi. Sunek moči prijateljstva! Elementi niso izginili. Morda zato, ker smo jih uporabili za celene čarovnije namesto izgona? Davno tega si potreboval našo pomoč, Stygian. A namesto, da bi poslušali, smo ti obrnili hrbte. Ponos mi je zameglil presojo. In dolgujem ti opravičilo. Hvala, ker si nam pomagala, da smo uvideli svojo zmoto, Twilight. Kaže, da nisem računal na čarovnijo prijateljstva. Hvala, Drabač. Bradač. Torej, očitno pogovor le lahko reši Konjetajo. Nekaj mi pravi, da se bom danes veliko opravičeval. Preprosto ne morem verjeti, kako sta zrasli.
No, saj je minilo več kot 1000 let. Boš ostal tu in spet učil čaranja? Sestro imava tako lepe spomine na te učne ure. Le da ne boš zahteval esejev, ki bi jih morali napisati. Nisem prepričan, da spadam v Galopino. Kraljestvo je zraslo in mislim, da se bom malo razgledal, preden se ustalim na enem mestu. In komaj čakam, da vidim, kakšen je zdaj moj dom. Tako kot vsi ostali tu. Potem pa upam, da se občasno vrnete v Galopino in delite modrost svojih širnih izkušenj z naslednjo generacijo ponijev. Včas nam bo. Toda če iščeš modrost, jo najdeš v svoji lastni učenki. Pokazala mi je, da je moč prijateljstva res čarobna sila. In če obrneš hrbet drugim, škoduješ tudi sebi. Prav smešno. Mislila sem, da bom ob srečanju z vzornikom dobila vse mogoče odgovore, pa sem samo pozabila to, kar sem že vedela. Še dobro, da sem imela svojo učenko, da me spomni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.